V filmskem programu bo v spomladanskem delu kot običajno najbolj izpostavljeni dve prireditvi. Najprej bo med 13. in 17. februarjem potekal 17. festival gorniškega filma, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Društvom za gorsko kulturo iz Domžal. Potem pa marca sledi 25. festival dokumentarnega filma, ki bo ne samo v Cankarjevem domu, ampak tudi v Kinoteki in v Kinodvoru potekal med 10. in 17. marcem. Letos so zelo močno zastopane ekološke teme oziroma teme trajnostnega razvoja in tako dalje, tako da v tem sklopu bomo predvajali kar 4 filme na podobne teme, niso seveda vsi na isto, recimo film Nažrli se bomo do smrti, ki problematizira vpliv prehrambne industrije na naše okolje. Potem avstrijski film Smeti naše vsakdanje, ki govori o tem, kam gredo vse smeti te sveta. To je zelo zanimiv poudarek. Temni pokrov sveta je slovenski dokumentarec režiserja Amirja Muratovića, ki govori o svetovnih popotovanjih Matevža Lenarčiča, znamenitega alpinista in pilota, ki s svojim ultralahkim letalom po svetu meri onesnaženost zraka. No in ta film se bo zelo navezoval na indijski film Vse, kar diha, režiserja Shaunaka Sena, ki govori o verjetno najbolj onesnaženem mestu na svetu, to je Mumbai, kjer dva brata zelo z nekim zanosom skrbita za ptice, ujede, ki v tem mestu zaradi velike onesnaženosti dobesedno padajo z neba. Vse, kar diha, je tudi eden od 2 dokumentarcev letos, ki sta nominirana za Oscara za najboljši dokumentarni film, torej Vse, kar diha, in pa ukrajinsko-danski film Hiša iz Trsk. To pa je film, ki govori o sirotah oziroma o otrocih iz Ukrajine, ki v nekem vrste prehodnem domu čakajo na svojo usodo, torej čakajo na odločitev sodišč, kam jih bodo, komu jih bodo dali v skrbništvo, namreč dostikrat gre bodisi za žrtve, starše, ki so bili žrtve konfliktov, bodisi za starše, ki pač niso sposobni skrbeti za svoje otroke. Kot vedno tekmovalni program ustvarjamo na temo človekovih pravic. Tukaj sodelujemo že leta z Amnesty International Slovenije. En zelo izpostavljenih filmov, lahko še omenim iz tekmovalnega programa, je Bodi moj glas. Tukaj je še ena zelo aktualna tema žensk v Iranu, ki se borijo za čisto najbolj osnovno pravico do tega, da več ne nosijo hidžaba, in tukaj je bila njihova aktivistka, ki sedaj živi v ZDA, zelo učinkovita in tudi zelo medijsko izpostavljena, tako da verjetno pričakujemo tudi kakšen pogovor na to temo. Sicer pa klasični sklopi, torej poleg že omenjenega tekmovalnega programa še aktualni in pa družbeni dokumentarci, intimni in globalni portreti, miti, ikone, medije, kjer je zelo bo zanimiv film Dekliška druščina, ki govori o najstniških influencerkah, ki v zahodnem svetu so dejansko že zelo vplivne in lahko, bi rekel, tudi v ekonomskem smislu zelo prosperirajo, ampak ta film seveda prikaže tudi potem vse negativne aspekte tega, ko pač nek najstnik, najstnica preživi preveč časa na svojih družbenih omrežjih. Letos nimamo samo enega poklona, ampak dvema avtorjema. Prvi je posvečen Maku Sajku, velikemu slovenskemu dokumentaristu, ki je konec lanskega leta nas je žal zapustil. Drugi pa je posvetilo Hubertu Sauperju, avstrijsko-francoskemu dokumentaristu, ki se večino kariere ukvarja z izkoriščanjem črne celine.
Toliko z moje strani. Hvala za pozornost.